Izkazalo se je, da mlade ženske, ki prestopajo v islam, začenjajo res obžalovati svojo odločitev. In vsebine o tem se pojavljajo na spletu. In verjetno bi lahko rekla, sem ti rekla, opozorila sem te, a žal niso bile opozorjene. Dobra novica je, da dejansko začenjajo spoznavati, kaj pomeni biti del tega. Poglejmo, kako te ženske obžalujejo svojo neumno odločitev. Zakaj nosiš hijab? Brez njega izgledaš veliko bolje, vem. Tega se res dobro zavedam, sovražim ga. Ničesar ne sovražim bolj kot to, da moram vsak dan nositi hijab. Veš, ko zapustim hišo, lahko mislim samo Veš, ko zapiha veter in sem takšna. Vse, na kar lahko pomislim, je Mislim, ja, če si boš uvila nekaj ogromnega okoli obraza, bo to postalo nadležno. Ampak spet, to je odločitev nekoga z nizkim IQ-jem. Pridružiti se temu verskemu gibanju, ki ženske obravnava tako, kot jih obravnava, je odločitev nekoga z nizkim IQ-jem. In tudi odločitev nekoga z nizkim IQ-jem, da ne razmišljaš o posledicah tega. Mislim, kaj misliš, kako se bo počutilo, če boš nosila ogromen šal okoli obraza? Zabavno, poučno, vznemirljivo? Ne. In udobno. Veš, kdaj začutim rahlo premikanje rute na svoji glavi? Vse, kar pomislim, je, da je to moteče. Kot da si mislim, tega res ne morem prenašati. Vsakič, ko se zbudim, si mislim, o moj bog, pravkar sem se spomnila nečesa tako smešnega, naj grem na TikTok in to objavim. In potem pomislim, ampak najprej moram vzeti ven ruto. Mislim si, nosim hijab samo zato, ker je to moja dolžnost in ne zaradi nobenega drugega razloga. Res ne maram tega reči, ampak res si želim, da bi lahko prišla sem in rekla, nosim hijab, ker res vidim lepoto v njem. In zaradi tega in tega. Nosim hijab samo zato, ker sem muslimanka in je to dolžnost, ki mi jo je dal Bog. Moram reči, da je v tem nekaj posebnega, da so ljudje pripravljeni narediti karkoli jim Bog naroči, samo zato, ker je Bog tako rekel. To je na več načinov nekaj dobrega. Ampak hkrati, veste, res ne bi smeli živeti življenja, v katerem slepo delate to, kar vam je rečeno, samo zato, ker vam je rečeno, da je to tisto, kar morate narediti. Tudi to ni dobro. Ljudje bi morali malo bolj spraševati, kakšne so te obveznosti in zakaj ste sploh tako otujeni od njih, poleg tega, da so neprijetne. Prosim, nehaj me napadati in nehaj govoriti vse te grde stvari. Misliš, ali res misliš, da se vsak dan pogledam in si rečem, veš kaj, bom si nadela hijab, ker v njem zgledam neverjetno. Kot da si bom nadela hijab, ker v njem zgledam toliko bolje in vsi ostali bi morali tako misliti. Ne mislim tako, nosim ga, ker... hotela sem reči, da nimam izbire. Seveda imam izbiro, ker vem, da bodo islamofobi to izkoristili in rekli, da nimamo izbire. Ampak samo med mano in Bogom. In se loten TikTok. To je izbira in ne bom ga zanikala. To je dobesedno tako, kot da bi ti Bog v resničnem življenju rekel, veš kaj, potrebujem, da to narediš zame. In ti se obrneš in rečeš, ja, tega ne morem narediti zate, ja, tega ne bom naredila. Povedala ti bom, zakaj se smejim, ker ta video se tako zelo slabo postara. Ker presenečenje, tukaj je drugi del. Ta ženska ne nosi svojega hijaba, ker se je izkazalo, da je morda nekje na poti ugotovila, da ji je dejansko dovolj. Ni jo zanimalo, da bi bila del tega. Poglejmo, kaj se bo zgodilo. Ampak najprej na hitro nekaj besed naših sponzorjev. Mimogrede, dobrodošli v oddaji Pushback, sem vaša voditeljica Care. Ne pozabite pritisniti gumba za naročanje, da to razširite in delite s prijateljem, ki se želi upreti norosti. In morda bomo nekje vmes lahko rešili katero od teh nevednih deklet, da ne padejo v manipulativne laži. Moramo se pogovoriti o Medicare, ker če ste v programu Medicare, pomislite, kako ste izbrali svoj načrt. Ali je kdo primerjal vse možnosti in vam pomagal najti najboljšo izbiro za vaše zdravnike, zdravila na recept in potrebe, ali so vam samo dali nekaj načrtov in rekli, naj izberete. Za večino ljudi je žal tako in zato vam želim povedati o Chapter, ker je Chapter drugačen. So neodvisni in edini svetovalci za Medicare, ki primerjajo vse načrte, ki so na voljo po vsej državi, ne samo tiste, ki najbolj koristijo njim. Pregledajo vaše zdravnike, vaša zdravila na recept in vaše prioritete, ter vas na to povežejo z načrtom, ki vam dejansko ustreza. Njihovi svetovalci so na fiksni plači, tako da v resnici ne vsiljujejo določenih načrtov, tu so, da vam pomagajo sprejeti pravo odločitev. Če ste že na pravem načrtu, vam bodo to povedali, če pa ne, vam bodo pomagali zamenjati. Starejši, ki so zamenjali načrt preko Chapter, so v povprečju prihranili več kot $1000.
Klic je brezplačen, traja približno 20 minut in vam ali nekomu, ki ga imate radi, lahko prihrani veliko denarja in stresa. In to je tisto, kar nam je pomembno. Če imate starša, starega starša ali ljubljeno osebo v programu Medicare, se to res plača preveriti. Pokličite Chapter na 610 680 3337. 610 680 3337 in začnimo zdaj varčevati denar. Ne gre samo za varčevanje denarja. Gre tudi za to, da zaščitite ljudi, do katerih vam je mar, pred slabimi, neumnimi odločitvami, pa naj gre za finance ali za to, da se pridružijo gibanju, ki jim sploh ni mar za vas. Kot se je naučila to dekle, se mi zdi naravnost smešno, da je bil ta video zdaj objavljen. Ta video je postal izjemno viralen, ker je rekla: sovražim svoj hijab, nosim ga zaradi Boga. Sovražim svoj hijab, sovražim svoj hijab, sovražim svoj hijab. Je. Seveda. Raj bi počela karkoli drugega, kot snemala ta video, ampak resnično sem v duševnem stanju, v katerem še nikoli nisem bila in to me zelo straši. Vem, da bo ta video razočaral veliko ljudi. Vem, da bodo komentarji polni stvari, kot so: zelo sem razočaran, vedel sem, da je bila lažna muslimanka. Ljudje bodo to zagotovo govorili. Zagotovo bodo govorili, da sem izkoriščala vero za pozornost. Govorili bodo, da so vedeli, da bom slekla hijab in vse te stvari. Pravzaprav bom morala samo potrditi te komentarje, ker imam res občutek, da se mi zares smeša. Obožujem skupnost muslimanskih sester, ki sem jo ustvarila na tej platformi. Iskreno upam, da nikoli ne bom izgubila sestrstva, ki sem ga zgradila. In resnično iz srca cenim vsako osebo, ki mi je to potovanje olajšala, mi je rekla lepe stvari, bila ob meni, me prosila za nasvet, svetovala sem jim. Resnično hvala vam iz srca, res, res, res. Skupnost, ki sem jo ustvarila, imam rada bolj kot karkoli drugega. Ampak naredila sem napako. Rada vas imam, upam, da boste ostali moji prijatelji. Tukaj je ena mala novica. Tistega muslimanskega sestrstva ni več. Adijo, konc. Edini razlog, da so to dekle sploh sprejele, je bil ta, da so bile tako navdušene, da je ena običajna, lepa Britanka rekla: ja, to je gibanje, ki se mu je treba pridružiti. To je bila odlična propaganda za njih. Ampak zdaj, ko je to stvar odstranila, mislite za sekundo, da bo sestrstvo ostalo? Nobenega sestrstva ni nikjer, dekleta. Povem vam toliko. Tukaj ni nobenega sestrstva, ker to ni bilo sestrstvo. To je bilo sodelovanje koristnih idiotk. Ti si idiotka. Ti boš opravljala propagandno delo za nas, ker zgledaš točno tako, kot moraš. Dobesedno si vse, o čemer smo sanjali. Ampak če boš naredila kaj, kar ne ustreza naši propagandi, adijo, 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 adijo. Ja, pravkar bo izgubila to sestrstvo. To ti lahko povem. Tako sem hvaležna za priložnosti, ki sem jih lahko dala vam in ki ste jih tudi vi dali meni. Islam mi je resnično spremenil življenje na bolje in zato bom vedno hvaležna, ter bom vedno del tega. Če si kdo iz tega videa kaj zapomni, naj bo to, da bom vedno muslimanka, ne glede na to, kaj vidite, da objavljam. No, ne da bom zdaj objavljala haram stvari, ampak tudi brez hijaba in podobnih stvari bom vedno muslimanka. Ne dovolite, da vam ljudje v komentarjih govorijo, da sem rekla, da nisem več, ker tega nikoli nisem rekla in tega tudi nikoli ne bom rekla. Vedno bom muslimanka. S tem pa lahko rečem, da se najbolj počutim na pravi poti in najbolj povezana z Allahom, ko gre samo za mene in Allaha. Ko sem se prvič spreobrnila, tega približno 6 mesecev nisem delila na družbenih omrežjih in resnično zelo obžalujem, da sem to povedala na družbenih omrežjih. Obžalujem, da sem ljudem povedala zaradi sebe, ampak vem tudi, da so moji videoposnetki pomagali toliko ljudem, tako da ne obžalujem, da sem jih objavila. Ne bom jih odstranila, ker vem, da res pomagajo veliko ljudem, ampak bom za nekaj časa prenehala objavljati o islamu. Mogoče za vedno, trenutno res nisem prepričana. V bistvu je bila sebična mala razvajenka takšna, kot da, veš kaj, pomagala bom manipulirati ljudi, da zapadejo v nekaj, kar je zanje res grozno. In potem, ko ugotovim, da je to v resnici res grozno zame, bom prosila sestrstvo naj ostane. In potem bom nehala delati stvari, ki so mi res neprijetne, ker, veš, res si želim nehati delati stvari, ki so mi neprijetne. In potem bom vedno del tega propagandnega stroja, ker, zakaj pa ne, ker je to res dobro zame, razen dejstva, da je v resnici res slabo zame. Ampak zdaj se še vedno želim počutiti res seksi in lepa. Nažalost tega ne morem, ko sem oblečena kot vreča za smeti. Zato bom opustila to vrečo za smeti, ker ni ravno dobra zame. Mogoče pa bo res dobra zate. In upam, da boš ostala del mojega sestrstva za vedno. In upam, da boš prestopila k nečemu, kar bo res slabo zate. In ja, razumela si. Razumeš, kaj se tukaj dogaja. Patetično, ampak dobro. Dobro,
Naj to vidi še več ljudi, naj to vidi veliko, veliko, veliko ljudi in rečejo, nisi prava muslimanka. Ampak poleg tega, z njihove perspektive, ona nikoli ne more zapustiti islama. In mimogrede, če bi kdaj stopila tja gor in javno izjavila, da ga je zapustila, bi jo imeli za odpadnico. In veš, kaj to pomeni? To pomeni, da mora iti. Torej, ne bi smela, zaradi svoje varnosti nikoli ne bi smela stopiti tja gor in javno izjaviti. Ampak zavedla se je, da je v trenutku, ko je prišla na splet in govorila o tem, da je del tega gibanja to, oni imajo njeno dušo, ukradli so jo, nikoli se ne more več vrniti nazaj. In zdaj dobesedno tvega svoje življenje, ker se je odločila, da ne želi nositi naglavne rute. Pozabi na ta lažna prijateljstva. Noče nositi naglavne rute. In zdaj jo bodo videli kot veliko izdajalko islamističnega gibanja. Vseeno je lepo videti, da ljudje končno govorijo o tem, da jim to pač ni všeč, da to ni zanje. Seveda tega ne more javno zavrniti, ker bi bila potem v resnih težavah. Ampak to je tisto, kar dobiš, če si koristen idiot. To je to, kar dobiš. Moram reči, da je po mojem osebnem mnenju v hidžabu izgledala celo malo bolje. Ampak nihče ni vprašal in nihče nikoli ne bo. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.